Že smo pošteno zakorakali v za številne najlepši čas v letu. Številni kraji po Pomurju so se že odeli v praznično okrasitev in nič drugače ni niti v Ljutomeru, kjer so na glavnem trgu postavili jelko, ki jo krasijo prav posebni okraski in odprli drsališče. Ideja, da bi najmlajši okrasili jelko na glavnem trgu, je prišla s strani vzgojiteljice in svetnice Nade Marinič. Že vrsto let krasim, kot je že ravnateljica rekla, to jelko. In je malo čudno, če so samo okraski spodaj, pa že smo s sodelavkami smo se pogovarjali, da bi jih dali malo više in danes se je to zgodilo, da bodo okraski malo više gor. Za točno kakšne okraske gre, če nam lahko poveste? Letos smo delali plastenke, v kateri so otroci in starši skupaj na delavnicah izdelovali te okraske in upam, da so res takšni, da bo kar lepo v našem vrtcu in na glavnem trgu in korist tudi vsem občanom. Je bilo tem otrokom veselje, ko so izdelovali te okraske? Ja, kot vedno. Vsaj kakršnakoli delavnica je, otroci zelo radi sodelujejo in vsako leto imamo starši delavnice v mesecu decembru in izdelujemo okraske za glavni trg, za naše jelke v vrtcu. Tako so v dogajanje v mestu vključeni vsi, tisti najmlajši pa tudi najstarejši. Sem vesela in počaščena, da bodo danes otroci vrtca Ljutomer prinesli okraske za našo božično jelko. Namreč nekako so dali idejo, dala jo konkretno naša svetnica in vzgojiteljica v vrtcu v Ljutomeru, gospa Nada Marinič, da bi skupaj z otroci okrasili naš lep drevešček na glavnem trgu v Ljutomeru. Verjetno je tudi pomembno, da se te najmlajše nekako vključuje v ta praznični december. Ja, to je meni res izjemno veselje, kajti ko se najmlajši občani aktivno vključujejo v dogajanje v lokalni skupnosti, je to. Na Mladih svet stoji, vedno pravijo, in naše šole, vrtci so res izjemno aktivni v vseh naših aktivnostih, kar se tiče naše lokalne skupnosti. Tako da to so tisti lepši trenutki županovanja, ki seveda te navdajo z pozitivno energijo, z tem, da pač delaš in lažje premaguješ tudi tiste trenutke, ki so mogoče malo manj prijetni. Vrtcu Ljutomer je izdelovanje okraskov za jelko vsakoletni izziv, saj izdelujejo takšne okraske, ki lahko kljubujejo vsem vremenskim razmeram. Smo zadovoljni vsako leto, radi sodelujemo na vseh akcijah, ki jo organizira občina Ljutomer, tako tudi to. Otroci pa so navdušeni, da lahko svoj okrasek obesijo na jelko, ki stoji in krasi ljutomerski trg. Boste naslednje leto naredili kaj podobnega ali načrtujete kaj drugega? Vsako leto nam je to izziv, ker mora biti taki material, da se na snegu oziroma da vsem vremenskim ne pridi prav, ostane 2-3 tedne ti okraski celi. Dan pozneje, v četrtek, pa so na glavnem trgu v Ljutomeru prižgali praznične lučke in zadrsali v najlepši čas v letu. Številne prireditve, ki so jih pripravili naše občanke in občani, seveda drsanje na seveda malo večji površini, kot je bila v preteklem letu. Imamo tudi drsalno stezo, to je letos novost, in pa seveda en del pokritega drsališča. To naši ljudje zelo dobro sprejemajo, tudi za okrasitev smo poskrbeli v okviru naših možnosti. Seveda pa bomo letos tudi zaključili s silvestrovanjem na prostem, kjer bomo si privoščili ognjemet, kljub temu, da nas opozarja, ampak neko vzdušje mora biti, da se ve, da je res neki posebni dogodek in da se res veselimo do konca leta in potem naredimo temelje za veselje v naslednjem letu. Prej ste nekako dejali, da je ta jelka nekako družinsko drevo. Kdo je vse sodeloval pri okrasitvi? Slišali smo, da so sodelovali pravzaprav najmlajši. Tako je, seveda se moramo posebej zahvaliti gospodu Kšeli, ki je to jelko daroval, da smo lahko tukaj na glavnem trgu postavili. In pobuda je prišla s strani vrtca v Ljutomeru, da bodo otroci sami okrasili jelko, prinesli tudi meni okrasek, tako da smo se skupaj potrudili in okrasili jelko. Seveda pa so takoj potem videli tudi učenci iz drugih šol, tako da je tudi danes že prišla osnovna šola Cezanjevci, pa verjamem, da bo v prihodnjih dneh še se kdo ustavil, ki bo doma izdelal okrasek in bo potem obesil ta okrasek na našo skupno drevo. Tukaj vidimo na glavnem trgu tudi stojnice, kjer bo verjetno skozi vesel december, cel vesel december tudi ponudba za občane.
Tako je, številni tisti, ki pridelajo nekaj domačega, dobrega, bodo tukaj na stojnicah imeli vsako soboto božični bazar, tudi čez teden bodo tukaj prodajale šole, božične izdelke, tako da res vljudno vabljeni, da kupujemo tisto, kar izdelajo naši otroci oziroma pridni ljudje, ne pa pač tiste plastike, ki jih pač dobimo drugje. Mogoče samo še za konec leta, december je nekako mesec, ko se pogleda za nazaj, pogledamo, kaj smo naredili, pa se nekako obeti za naprej. Če mogoče pogledamo najprej za nazaj, katere so tiste stvari, ki ste jih, oziroma na katere ste v tem letu najbolj ponosni v občini Ljutomer? Ja, najbolj ponosna sem to, da doživljam to skupnost kot srčno skupnost. Mislim, da nam je to zelo dobro uspelo, prireditve so obiskane, ogromno je prostovoljstva, ogromno je društvenega življenja in to je tisto, kar dela bogato skupnost. Seveda smo izvedli tudi številne investicije, še vedno investiramo oziroma so danes ravno bila na terenu, delamo kanalizacijsko omrežje, jutri imamo otvoritev ceste, tako da smo res z veliko intenzivnostjo letos tudi investirali. Proračun imamo pod streho za drugo leto, tako da lahko glede na vremenske razmere tudi začnemo takoj v začetku leta še naprej v skladu s tistim, kar so pač občani zaupali kot nujne prioritete. Potem pa bo potrebno plane delati za naprej. Ogromno pa želimo seveda delati na področju turizma. Občina Ljutomer tako vstopa v novo leto polna želja in idej.